Ta plakat buri duhove, zdaj akcija Stisni pest. Opozicija pravi, da gre za plakat Stisnjeno pestjo ne sledi pozitivnemu oblikovanju domovinske zavesti, ampak obujanju komunizma in revolucije. Kako odgovarjate tem očitkom? 27. april je dan upora proti okupatorju in je v državi priznan praznik. Prav je, da se spomnimo, da je to zdaj minilo 70 let od takrat. Takrat si je Slovenija zadala pomembne cilje, med drugim je bil cilj izgon okupatorja, ki je pripeljal do oboroženega odpora. Bil je cilj priključitev Primorske Sloveniji in tudi pomemben cilj prenova nacionalnega značaja, torej sprememba politične kulture. Vsi ti trije cilji so bili do neke mere realizirani, vsaj do te mere, da je bilo pred 20 leti možno razglasiti neodvisnost Slovenije, kar je nekaj, na kar smo lahko ponosni. Torej, do neodvisnosti Slovenije je prišlo tudi po zaslugi pomembnih dogodkov v zgodovini in prav je, da se spomnimo, da Slovenija ima močno zgodovino, da ima globoke korenine, nekaj državotvornosti, da je to en trdoživ tudi narod, ki ima potem tudi dobro perspektivo. Ampak vse to bi bilo gotovo mogoče sporočiti z drugačnim simbolom, z drugačno ikono. Ja, mi smo to oblikovali neko skupino ljudi, ki se je s tem ukvarjala, kako bi ta dva pomembna datuma obeležili. Gre za celotno zgodbo tudi državljanske kulture. Mi vsi vemo, da imamo na Slovenskem neko težavo s državotvornostjo in si tu želimo en tak bogat program. Tako da to, kar je ta skupina naredila od celoto, s tem se kot minister nisem ukvarjal, se mi pa zdi rešitev sorazmerno dobra, tako da ni bilo razloga, da bi jo ustavil. Sprašujejo vas tisti, ki jim zadeva ni všeč, proti komu naj v 21. stoletju Slovenija še dvigne pest? Stisniti roko v pest ne pomeni proti komu. Gre za to, da povzročimo nek tonus, se pravi, da pokažemo, da imamo moč, da hočemo, da imamo jasen pogled naprej in da se ne predamo pred izzivi, ki so pred nami. Še drugi očitek se zelo konkretni predstavlja nadaljevanje ideološkega boja, kar ni v duhu pozitivno naravnane domovinske zavesti. Kaj pravite na to? Ideološki boj začenjajo tisti, ki ne priznavajo, da je 27. april državni praznik. Nekateri so prepričani, da če so glasovali proti temu, da bi bil 27. april državni praznik, da je to zdaj zadostni razlog, da bi tudi praznovanje tega dneva ukinili. Treba je vedeti, da precejšen, oziroma kar en del teh, ki so zdaj glasni, ne hodi na državne proslave ob 27. aprilu in da je to pravzaprav neka tema, ki jo imajo vsako leto na dnevnem redu, da pa je zdaj služila kot neka alibi za to, da nočejo biti zraven pri praznovanju še večje zgodbe, to je pa praznovanje osamosvojitve Slovenije, ki je pravzaprav krona celotnih procesov. Če mi dovolite za konec, še mogoče narediva eno malo provokativno primerjavo. Pa vendarle morate priznati, da sta zadevi, vsaj kar se ikonografije tiče, kar malo grozljivo podobni. Tega ne poznam, ampak se pa spomnim recimo tudi Lajbaha, ki je v 80. letih šel proti štafeti in tistim akcijam. To so pač neki retro zgodbe, ki se igrejo oblikovalci, ki so čisto legitimne in to je pač treba pustiti tiste, ki se s tem ukvarjajo. Da bi pa iz tega izpeljevali kakšne velike zgodbe, se mi zdi, da pa ne mesto.